Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora o tehnologiji in podpori le-te. To bi lahko bil slogan za oddajo. Se opravičujem za te slabe šale takoj na začetku. Najprej hvala vsem za odzive na prejšnjo epizodo o e-bralnikih, predvsem v Discordu, Klemnu in ostalim, ki ste mi potem še pisali. Ja, očitno bo potrebna še ena epizoda, ko se končno obelodani ta Kobisova Ela, kjer pa kar slabo kaže, kar se tiče podpore e-bralnikov, ampak dokler reči ne preverim, ne bom preveč govoril, ampak jaz sem kar bil malo slabe volje. V glavnem, danes stran od e-bralnikov, danes je ena tema in eno vprašanje, ki ga lahko postavite kje? V obrazcu. Vprašaj Anžeta, klicaj, kje je ta obrazec, povezavo najdete v zapiskih. Pridite tudi v Discord, pa preberite, kaj so ljudje napisali glede e-bralnikov, ker je bilo par zanimivih informacij. Zanimivih, posevnica, ne tako dobrih. V glavnem, zdaj pa k temi najprej. Končno je en tehnološki velikan, v bistvu dva, sicer ne po nesreči, sta imela svoje dogodke na tak način, da jaz lahko potem v četrtek dam epizodo ven in je dokaj aktualna, bi človek rekel. Zdaj, par epizod nazaj sem govoril o tistej broški za umetno inteligenco, vmes je ven prišla še ena naprava Rabbit R1, ki sem jo tudi takrat omenjal, zdaj je imel pa ta ponedeljek tudi ChatGPT, je samo produkt, OpenAI, je imel tudi neko predstavitev novega GPT modela. Zakaj se vse to dogaja v tako skondenziranem času? Zato, ker je imel pa potem odvisno zdaj Američani, gremo reči v torek, poševnica sredo, pa Google svojo konferenco, ki se je reče Google I.O., to je kao Google Input-Output, za letošnje leto in zato so vsi ti produkti, tista dva, ki sem jih prej omenil, AI Pin in Rabbit R1, pohitela, ker je bil to še zadnji čas, da prideta ven in nista takoj primerjena za produkti, ki jih potem Google razvija v smeri umetne inteligence oziroma generativne umetne inteligence. Enako je za OpenAI, ni naključje, da so imeli ta ponedeljek ta dogodek, ker so hoteli svoje reči spraviti v medije, preden Google obelodani svoje reči. Zdaj, Google je imel na koncu te prezentacije, njihov glavni šef Sundar Pichai imel eno šalo, vedno nekdo prešteje, kolikrat smo rekli besedo, kratico AI v naši predstavitvi in se je na koncu izkazalo, da 121krat baje, ker so za to uporabili umetno inteligenco, da je to zračunala v scenariju, čeprav ne vem, če potrebuješ ravno umetno inteligenco, da to zračuna, ampak ja, več ali manj se je govorilo le o AI oziroma umetni inteligenci, ki to ni, ne, to vedno moram reči vsaj enkrat na epizodo. Google je predstavil kar nekaj reči, ne bom čisto vseh omenjal, bom šel na hitro čez par njih, potem pa omenil na koncu eno reč, ki je pa zelo, zelo taka distopična oziroma še en nov premik, kako bomo uporabljali Google oziroma kako bomo uporabljali internet, po pravici povedano, ker je Google pač tako velika. Ne. Zdaj, najprej finim zadevam, saj meni so se te zdele zelo fine na predstavitvi. Gemini je seveda ChatGPT od Googlea, tako ime ima, obstaja ene 6 različnih verzij, ni jih 6, mislim, da so 3 ali pa 4, ki imajo potem tako neumne oznake, da sem še jaz komaj znašel, katera točno je katera. Nekatere plačuješ, nekatere ne. Vse te konference, to moram še povedati, so dejansko kar uperjene v razvijalce, ker vsa ta podjetja potrebuje razvijalce, da razvijajo na podlagi njihovih storitev in seveda potem tudi računajo za te svoje modele in vse ostalo, saj dostope in te žetone in vse to, s tem ne bom tukaj razpredal, ampak mogoče par reči, ki so bile meni fine, ki bomo pač doživeli tudi uporabniki slej ali prej. Ena je bila, da Gemini, spravi še enkrat, to je ta njihov chatbot, lahko vprašaš v Google Photos. Google Photos že tako pregleduje vse slike robotsko, tako da če ti napišeš v Google Photos voda, ti bo pokazalo vse slike, kjer bo gor voda. Zna tudi potem z imeni operirati, če določiš obraze in imena. Ampak tukaj gre pa za Ask Photos, se pravi storitev, ki bo kmalu prišla. Tukaj gre pa za chatbota, kjer ga lahko vprašaš. Tam so dali recimo primer, pokaži mi, kako je moja hčerka napredovala v plavanju. In potem Gemini pogleda vse slike, kjer je ta hčerka pač plavala in naredi nekako kronološki pregled. Tukaj smo pa začeli v rokavčki in sedaj, ne vem, tekmuje v srednji šoli. To sem si zdaj izmislil. Načeloma ne bi to tako delovalo. Jaz moram reči, da ta iskanje v Google Photos na podlagi
strojnega učenja je že zdaj bil zelo super. Se mi zdi, da tukaj pa vidimo eno tako nadgradnjo teh novih modelov, LLM-jev, Large Language Models, ki to funkcionalnost dvignejo še za eno raven. Jaz mislim, da ta pa potem še ena, ki bom zdaj omenil, reč sta bile res tako super, kar se uporabnikov tiče. In ja, tukaj vedno ta disclaimer, seveda oni pregledujejo vse slike, to počnejo roboti in oni nimajo dostopa do tega za res. Ampak še vedno, tako kot vsakič, čeprav jaz Google Photos uporabljam, vem, komu dajem slike. In je treba to vedno imeti v glavi, tudi ko se o takih rečeh pogovarjamo. Ampak še enkrat, ta Ask Photos bo res fajn. Potem druga stvar, ki so jo pokazali, ki je bila meni zelo všeč, je bilo to, da bi Gemini v Google, ja, bom kar pustil to noter, v Gmailu, v Googlovem e-mailu, pregledal vse, recimo, račune, ki jih dobiš na e-mail, kar se tudi pri nas že kar dogaja, obstajajo trgovine, ki to dejansko omogočajo, in potem na podlagi tega sestavil Googlov dokument, se pravi Googlov Excel, bomo iskreni, oziroma Google Sheet, Googlovo razpredelnico, ki bi nekako beležila vse reči, ki so v teh računih in naredila pač pregled stroškov, ki jih človek ima v življenju. Kar se mi je zdelo kar noro, ker jaz sem se tudi že veliko stvari spravil, tako da računi pač prihajajo, saj e-račune, to so že z Maruša naredila eno epizodo odbita dobita o e-računih, pa potem, da reči pridejo recimo na e-mail in če bi mi lahko neka umetna inteligenca, že spet v narekovajih, vse to organizira v nek lep pregled, kjer bi lahko potem filtriral stroške, ne bi bila najslabša reč na svetu, ker jaz sem eden od teh ljudi, ki ima neko svojo razpredelnico za vse stroške, ki jih imamo v življenju. Poleg še ene aplikacije. Ampak to so moje težave, s tem se ne ukvarjam. Ampak ja, če pa to neka reč namesto nas naredi, pa kar ok. Potem zelo impresiven je bil demo projekt Astra, kjer je efektivno obstajal ta nek asistent, ki gleda skozi vaš telefon in ga ti lahko sprašuješ reči. Je bil zelo impresiven demo. Vse sem dal v zapiske, tudi tisto skrajšano verzijo celega dogodka, ki ga naredi The Verge, kjer mislim, da je v 15-17 minutah skondenzirajo tiste najbolj pomembne reči, ker te konference res niso glih presežek teatra, no. To si upam reči. Mene sicer zelo zanima, ker že desetletje ali več gledam, ampak ja, to niso stvari, ki bi jih človek hotel cele pogledati in je super, ko potem nekdo naredi neko krajšo verzijo. Ta projekt Astra je bila zelo impresivna, no, ker je tam ena razvijalka njihova v bistvu spraševala, tako, kaj pa je tole? Pa to je zvočnik, kaj pa je tole? To je pa tabla, kjer so stvari napisane. Kaj v tej enačbi lahko popravim? In pač Gemini enostavno odgovarjal. To bo očitno tudi pot, po kateri bo zdaj hodil Googlov asistent, ker tukaj se seveda največ obeta, to do tega mogoče na koncu pridem, ko bom še malo o OpenAI govoril. A potem so pa predstavili še par teh stvari. Imamo svoj model, ki dela slike, imamo svoj model, ki dela video, oba sta v neki beti, jaz sem se sicer prijavil, boh ve, če bom kdaj dobil dostop. Bilo je še kar ene par takih reči, splaniraj mi dopust in ti nekako splanira dopust Gemini. Tukaj še vedno ne vem, koliko porabnosti je dejanske, ampak bomo videli, ker pač Google ima podatke, do tega pač pridemo. Pa ena zelo zanimiva, ta svoj model, ki mu rečejo Gemini Nano, bo zdaj zapečen tudi kar že v Chrome brskalnik, tako da bo neka omejena, ne vem če, mogoče omejena različica tega modela obstajala v Google Chromeu. Potem je nekaj, kar je Gemini Live, kar ni čisto enako kot Project Astra, ampak, kolikor sem jaz razumel, gre bolj za nadgradnjo Google Lensa, tudi z videom, se pravi, da lahko zdaj Google Lensu pokažeš ne samo stvari, ampak tudi enačbo in ti jo reši. Ene par takih reči je bilo, ampak ti se mi je že spet zdelo. Bomo videli, kako vse skupaj deluje. No. Potem je bilo pa še par takih, bom rekel, malenkosti. Nedvomno sem kakšno večjo reč tudi spustil, ampak toliko sem se že naučil, pač izkušnje mi govorijo, da ne smem preveč dobre volje o teh rečeh govoriti, ker sploh pri Google včasih se kaj predstavi, potem se pa ali pozabi na to, ali pa pride ven čez 3 leta v neki popolnoma drugačni obliki, čeprav tudi ko oni obljubljajo, da prihaja, ni nikoli nič za uklesano v kamen, bi človek rekel. No. Zdaj, zakaj je OpenAI v ponedeljek imel svoj dogodek, kjer so predstavili ta chat GPT-4o, kao Omni, ki zna delati, če mu govoriš, če mu pokažeš stvari, se pogovarja s tabo, in so bili tudi zelo impresivni demoti, ki so jih kazali, gre pač že spet za nekega asistenta, ampak
tam, kjer se dejansko ta razlika pokaže, ne, kjer recimo Google in pa kar se bo zgodilo na konferenci od Apple, WWDC, World Wide Developer Conference, ki bo junija, takrat bomo absolutno tudi naredil epizodo, je pa to, da se pokaže, kakšna razlika je, ko se gre to generativno umetno inteligenco podjetij, ki ima dejansko tudi dostop do kakšnega vašega podatka. Ker, veste, ChatGPT operira s tem, kar mu ti napišeš. Ne? Google pa potem lahko dela, kot sem prej predstavil, z vašim Gmail naslovom, ne? Z vašimi e-maili. On ima dostop do tega, zato recimo Gemini lahko naredi tiste stroške. Google tudi ima tako ogromno bazo svojega iskalnika, zato mogoče lahko Gemini vsaj približno nekako splanira neko potovanje. In tukaj se vidi ta moč. Ne? In zato ni čudno, da OpenAI 3 dni preden ima Google svojo konferenco neko novost predstavi. Zato je AI Pin šel ven, zato je Rabbit R1 šel ven. Ker vsa ta podjetja, čeprav moram reči, da OpenAI tukaj je bolj resen konkurent, enostavno nimajo dostopa do teh podatkov in ni posebnega razloga, da bi Google in potem Apple, ki bo tudi absolutno predstavljal stvari, ki se tičejo generativne umetne inteligence, ker so to praktično napovedali, ker je zdaj to pač na Wall Streetu najbolj vroča beseda in če podjetje se ne ukvarja z generativno umetno inteligenco, delnice padajo. Ampak ja, vseeno pač je treba to nekako v tej luči vzeti, da to sta dve podjetji, ki sta nažalost edini zmagali na trgu mobilnih telefonov in posledično imata tam neke prevzete aplikacije in potem tudi te podatke. Ne. Apple bo seveda več najbrž stavil na to, da se bojo vsi ti modeli dogajali na telefonu, da bo šlo čim manj v oblak. Tudi se neke novice pojavljajo, da sta Apple in OpenAI zelo blizu, se pravi, da bi mogoče Apple uporabljal OpenAI za svojo asistentko oziroma poševnica asistenta Siri. Tako da to bo zelo zanimivo videti o tem več junija. Tisto, kar bi še enkrat rekel, je, da zdaj smo prišli pa do neke faze, kjer ta velika podjetja, ki imajo dejansko naše podatke, Google vidi recimo koledar, če ga uporabljaš, vidi Gmail, vidi vaše slike, enako je z Applom, začnejo uporabljati te modele in se kar zanimivi rezultati dogajajo. Gre pa za še eno reč, kjer že spet dva velikana o vsem mogočim odločata, kar nikakor že spet ne bo dobro, ne? Tukaj že spet ta Evropska unija svojim včasih nadležnim in slabo napisanim aktom o digitalnih storitvah in trgih dejansko uvaja kar ene par finih zadev, ki se bojo najbrž dotikale tudi generativne umetne inteligence na dolgi rok, ko obe te podjetji to dejansko do konca implementirata. No. Zdaj, ena stvar, ki jo je pa Google predstavil, je pa res žalostna, najbrž bom se na to obesil tudi v naslovu te epizode. Naredili bojo nekaj, čemur se reče AI Overview oziroma Generative Search Experience, kjer se pa dogaja tisto, čemur Google v startu res ni bil namenjen. Šlo bo pa za rezultate, ko boste iskali v Googlu, kjer bo Google enostavno vse te reči pokazal že na svoji spletni strani, ne, in ne bo pošiljal več obiskov na druge spletne strani. Zdaj, ko to gledam jaz, ki delam v medijih, ko to gledamo iz prizme medijev, se mi zdi včasih nefair, ker potem se samo na ta vidik obesimo, ampak bi ga vseeno povedal, ker se mi zdi pomembno, da tudi to plat slišite, pa bom potem povedal, kako to mogoče se zadeva vseh ostalih uporabnikov spleta, ne samo medijev. Mediji v Sloveniji in v tujini veliko enega obiska na naše spletne strani pač dobimo preko Googla. Nilaj Patel, ki je odgovorni urednik Verge, ima eno super besedno zvezo, se je zmislil Google Zero dan, ko bo prišel dan, da Google ne bo več posiljal obiskov, ne, sploh več na spletne strani, in ta Generative Search Experience, ki so ga zdaj pokazali, je že korak v to smer. Ne. Tukaj pač Google enostavno hoče googlati namesto nas, se pravi, tebe zanima, kateri toaster je najboljši, in bo njihov model pogledal vse spletne strani, vse toastere, in ti že kar na Googlovi spletni strani pač pokazal vse rezultate. In ko to gledamo čez prizmo medijev, to ne pomeni nič dobrega, ker bo ta model lahko tudi pogledal različne članke in potem tam nekaj napisal. Vsi vemo, kako so te modeli zaenkrat, bom kar rekel, koliko še halucinirajo in kako niso zanesljivi, ne? Ampak najbrž se bodo stvari na tej fronti izboljšale. Ampak bolj gre za to, da Google je na začetku deloval kot nek imenik, ki je rangiral reči na spletu čim bolj neutralno, čeprav tudi to že kar nekaj let ni res. Tudi Sundar Pichai je na eni točki rekel, da ja, da se bo internet začel drugače uporabljati. Mislim, da je citat, malo parafraziram, ne? Ampak gre za kar
konkreten premik k nečemu, česar do zdaj nismo zares bili toliko vajeni. Zdaj tukaj je treba že spet EU omeniti, ki je nekako prepovedala, da Google preferira svoje storitve, zato morda ste opazili, če ste dobili pravo različico Google, ko ste šli v brskalniku nanj. Zdaj, če iščete recimo neko lokacijo, ne bo kar ponudilo rezultatov v Google zemljevidih, je treba tja dejansko odsurfati. To je zato, ker pač gre to za Googlovo storitev, ki jo potem Google preferira na svoji spletni strani. In enaka pa se lahko zgodi tudi tukaj. In ta generative search experience, kot mu oni pravijo, je res korak, kar se mene tiče, v napačno smer. Jaz mislim, da to tudi vejo pri Googlu. Zakaj? Ker so potem zelo hitro obelodanili še en filter, ki je meni kar zelo distopičen, ki se mu reče web oziroma splet. Meni ga ni uspelo do danes, čeprav to je tako sveža zadeva, da najbrž bo trajalo. Mogoče je celo samo v ZDA na voljo, ampak sem preko VPN povezave tudi to poizkusil, pa je še nisem dobil. Ampak bom dal link do članka, kjer gre pač za filter. Če googlate, veste, da imate na vrhu vse, potem pa slike, včasih je bilo tam tudi zemljevidi, recimo v Evropi, in vse osta video, da ti pokaže samo rezultate z videom, in zdaj bo obstajal tudi ta gumb web oziroma splet, kjer ti bo Google pokazal samo rezultate, tako kot jih je včasih, se pravi brez teh nekih kartic, ki jih Google avtomatično generira, in hkrati so takoj rekli, da ja, tudi brez tega generative search experience. Se pravi, dajmo en primer, iščete, kako je z e-bralniki in knjižnicami v Sloveniji, načeloma v prihodnosti bi Generative AI Experience pogledal morda tudi to epizodo, ki sem jo prejšnjič objavil in naredil nek povzetek tam, in sploh ne bi bilo povezave recimo do tiste epizode tehnične podpore. Zdaj, ko pa bi človek vklopil ta filter web oziroma splet, bi pa dejansko potem našel to epizodo v Googlu. Še enkrat, tukaj ne gre samo za to, da bomo mediji nasrkali, tako kot že zadnjih 20 let, ko nas te velikani res pač praktično uničujejo, režejo kot pršut, bi najbrž rekli Primorci, najbrž to reče na Primorskem, ne vem. Zelo na tenko, ampak gre tudi za končnega uporabnika, ker vedno več naših življenj res prevzemajo, in ko bojo prevzeli še splet kot tak, bo kar žalostno. Zdaj v zapiskih sta še dva zapisa. En je že spet od Caseyja Newtona, ki je zelo šel v to, kar sem zdaj le govoril, kako Google res nekako zapušča svoje korenine in počasi uničuje odprti internet, in pa od mojega prijatelja Joe Rosenstila, ki včasih piše tudi o tehnologiji, sicer dela posebne efekte v Hollywoodu, kar se zelo fancy sliši in tudi je po svoje, ampak je, če hočete, en tak bolj sarkastičen in sploh ne navdušen popis tega, kar se je dogajalo na Googlovi konferenci. Mislim, da je kar super branje. Zdaj pa, ker je Anže že spet noro dolg, vprašanje. Kje lahko postaviš vprašanje? V obrazcu vprašaj Anžeta, klicaj, najdete ga v zapiskih. Tokrat sprašuje Jan. Živjo, klicaj, bravo Jan. Trenutno se odločam za vzpostavitev domačega internetnega omrežja preko usmerjevalnika SIM mrežo, se pravi, da bo dal SIM kartico noter, kar pomeni, da bi podatke prejemal preko mobilnega signala. Uporabljal bi večinoma za brskanje po spletu ter oglede pretočnih vsebin. Zelo me zanima, ali je to sploh smiselno in če je, kateri usmerjevalnik izbrati. Hvala in lepo zdrav, Jan. Ja, mislim, smiselno. Smiselno je, ker 5G je le 5G, že 4G za to, kar ti omenjaš, je povsem dovolj. Jaz dolgo časa nazaj sem bil kar ekspert, kar se tiče usmerjevalnikov, ker sem jih preizkušal v prejšnji službi. To je tako izgledalo, da sem 25 usmerjevalnikov testiral na 4 razdaljah. Tako da zelo intimno poznam vsa ta podjetja. Sicer tem rečem ne sledim več tako pogosto, kot sem včasih, ampak bi tukaj mogoče kar iz lastnih izkušenj govoril, ker imam tudi en usmerjevalnik, ki ima SIM mrežo, sem dal v zapiske, to je en Archer od podjetja TP-Link. Ne bi se toliko mogoče na te blagovne znamke obešal. Omenim ga predvsem zato, ker uporabljam ga že 4 leta in mislim, da se mi je v teh 4 letih, zdaj bom že spet en strokovni izraz uporabil, dvakrat obesil. Pa še to mislim, da sem bil jaz kriv. To sem že večkrat rekel, zagovornik tega, da ima človek svoj brezžični usmerjevalnik, tudi če imate tistega od svojega operaterja, ker so to boljše naprave, in da date za brezžični usmerjevalnik vsaj 100 evrov. To se res splača. Moram pa reči, da te, ki imajo SIM mreže, praktično enako pravilo velja. Sem testiral tudi kakšnega cenejšega, pa se res ne obnese, ker je več potem dela z
obadanjem in sklapljanjem in vklapljanjem, tako da se splača vsaj teh nekih 100 evrov, to zelo čez palec govori, ampak mislim, da je to kar pravilo, ki se ga splača držati. Tako da ja, bi pa tisto, kar bi omenil pri teh usmerjevalnikih še, ki imajo SIM mrežo, oni pač morajo loviti mobilni signal in večina jih seveda tudi omogoča, da se ozadji ali odvijačijo antene oziroma te, ki so že na usmerjevalniku, oziroma je kar poseben izhod za dodatno anteno za 4G oziroma 5G, odvisno kakšnega kupiš, da se to anteno potem napelje nekam ven. Ker ponovadi imajo ljudje kar visoka pričakovanja, bom imel preko SIM kartice internet, kupil bom usmerjevalnik, ga dal na sredino stanovanja ali hiše in posledično potencialno debelih železobetonskih sten, ga bom postavil poleg televizije in užival v internetu, a je vprašanje, kakšen signal dejansko pride do tja, ker več kot bo črtič, boljše bo. Je pa tukaj seveda super, ker lahko s svojim telefonom nekako preveriš, kakšen bo signal, ne? Najbrž boš vzel SIM kartico tam, kjer imaš svojega že tako ponudnika mobilnega interneta in telefonije. Ne? Tako da še enkrat v zapiskih je povezava do tega usmerjevalnika, tokrat malo več Google-ajev, do Applovega dogodka je še dolgo. Pridite v Discord, preberite, kaj so ljudje napisali o stanju e-knjig in e-bralnikov, lahko tudi karkoli drugega komentirate, pa če vas je volja, to na vsake toliko časa, prosim, 2 reči, dajte kakšno oceno v Apple Podcast temu podcastu, to dejansko pomaga, res veliko naredite s tem. In pa jaz sem na Instagramu Anzet, tako da če objavite story, jaz pa poslušam tehnično podporo in je vsaj pa še mene potegate oziroma označite, da lahko jaz potem to poobjavim, mi tudi prav pride. Tako da, to je to. Predolg sem, čisto predolg sem. Hvala, ker ste poslušali do konca. Čau.